Mi smo v liberalni demokraciji z postopkom evidentiranja začeli zelo zgodaj. Praktično že julija meseca, v trenutku, ko je tudi Katarina Kresal bila izvoljena za predsednico liberalne demokracije Slovenije. In ta postopek seveda je bil voden na tak način, da se je poskušalo pridobiti čim širši konsens pri kandidiranju in postavitvi kandidatk in kandidatov na našo listo. Mi smo seveda to tudi formalizirali skozi uradno evidentiranje, ki je potekalo januarja meseca. Na to smo opravili tudi ustrezne meritve in pa skupaj z kolegi iz lokalnega odbora, lokalnih odborov, na to določili kandidatke in kandidate. Za Kranj, tukaj seveda so 3 volilni okraji, smo predvsem veseli, da je najprej Darja Kovačič postala predsednica občinskega odbora oziroma mestnega odbora, v nadaljevanju pa se tudi odločila, da sprejme izziv in naše povabilo, da kandidira na državnih zborskih volitvah. Ob iskanju novih obrazov, če lahko rečem, smo srečali dr. Tjašo Filipčič, ki je na povabilo lokalnega odbora in tudi seveda posledično predsednice in liberalne demokracije v Sloveniji v celoti sprijela povabilo, da bi kandidirala v Kranju, v volilnem okraju Kranj 1, to je 4. volilni okraj, in pa, ker je naša lista na območju celotne Slovenije sestavljena iz novih obrazov, pa tudi nekaterih zelo izkušenih obrazov, poznanih obrazov, ki jih seveda iz slovenske politike poznamo, se je na povabilo, da bi kandidiral v 6. volilnem okraju, Kranj 3, odzval Dušan Vučko, ki je sicer pa sekretar našega poslanskega kluba in pa en mandat že opravil v državnem zboru. Jaz lahko rečem, da je gorenjska lista, jaz jo običajno rečem, da je to težka lista, to je lista, ki ima, lahko rečem, nove, vendar prepoznavne ljudi, ima nove in pa preizkušene ljudi in strokovnjake, ki so ocenjeni v svojem okolju in za katere verjamem, da se bo prva volilna enota v prvi volilni enoti, da se bo zagotovo tudi liberalna demokracija Slovenije dobro odrezala. Mi smo seveda to vse skupaj preverili tudi z javnomnenjskimi raziskavami, ki nam optimistično nakazujejo, da bo liberalna demokracija Slovenije tudi sicer po Sloveniji zabeležila dober rezultat in da bomo s kandidati, ki jih imamo, zagotovo tudi strokovno zasedli nove mandate in nova mesta v parlamentu in ustrezno seveda ustvarjali politiko Slovenije. Mi računamo, da bo v Sloveniji zagotovo prišlo do spremembe in del teh sprememb in vodenja države v bodoče želimo tudi v liberalni demokraciji biti. Hvala lepa.